V letošnjem letu so že bili posamezni primeri, žal pa zaradi epidemije covida, ko je vse delovanje, vsaj na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja usmerjeno v to bolezen, nimamo tako natančnih podatkov kot prejšnja leta. Ja, načelno to povezujejo z boljšim, večjim preživetjem klopov, vendar je to preživetje samo eden od dejavnikov. Zelo pomembno je tudi, koliko je živalskega rezervoarja, torej mladih glodavcev, in to ne gre zmeraj vzporedno ali pa neposredno vezano na to, kakšna je bila prejšnja zima, ali je bila mila ali ne. Potem je pa seveda zelo odvisno od tega, koliko so ljudje izpostavljeni. Ljudje so izpostavljeni, kadar grejo ven. Skoraj gotovo več in prav je tako. Seveda morajo paziti, da se ne družijo, ampak prav je tako. To je dobra sprostitev in dobra stvar za zdravje. Kaj ima še statistiko? Če imamo kakšno statistiko? Za lansko leto recimo... Če se da kaj povedati, ja. Za lansko leto še ni uradne statistike s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vtis pa je, da je bilo bolnikov s klopnim meningoencefalitisom približno toliko kot zadnja leta ali pa mogoče celo nekaj več in podobno tudi bolnikov z lajmsko boreliozo. No, zaenkrat so vsa neurgentna ukrepanja zamrznjena. Upajmo, da se bodo odmrznila. Seveda je pa cepljenje tek na dolge proge. Torej, gotovo ni dobro, da se ljudje, ki bi si zdaj v tem času želeli odcepiti, ne cepijo. Ampak zato bo še priložnost in naj to takrat izkoristijo. Najprej bi rad povedal, da je vsako gibanje v gozdu potencialno nevarno s strani bolezni, ki jih prenašajo klopi. Vendar je ta nevarnost verjetno veliko manjša od tistega časa, ko se usedemo v avto, zapeljemo do gozda, kot pa potem, ko gremo po gozdu in kakšnega klopa dobimo. Kaj lahko naredimo? Gremo v gozd primerno oblečeni, po možnosti, vsaj zdaj v tem času je še mogoče, srajco z dolgimi rokavi, hlače s dolgimi hlačnicami, hlačnice v obuvalu. To je ena stvar. Druga stvar je, da so oblačila svetle barve, na njih klope lažje opazimo in jih potem bolj verjetno odstranimo. No, in tretja stvar je pa, da ko pridemo iz gozda, iz izleta, da se pogledamo in morebitne prisesane klope odstranimo. Če jih bomo našli in dosti zgodaj odstranili, potem bomo zelo zmanjšali možnost najmanj za lajmsko boreliozo. Za pojav, za okužbo pri lajmski boreliozi je namreč potrebno praviloma več kot 12 ur.